Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Danes nadaljujemo tisto temo, ki smo jo s Karlo Klander že pred kratkim imeli, in to je, takrat sva shujšali oziroma hujšali. Danes pa se bova pustili. To je sicer še korak naprej. Ne sicer midve in tule v studiu, mogoče Karla celo, da se bo kdaj, jaz se zagotovo še ne bom. Pa bom mogoče tudi povedala, zakaj se ne bom, sicer pa Karla, pozdravljeni. Pozdravljeni. Poglejte, vi kot svetovalka za zdravo prehrano ste v prejšnji oddaji že povedali, da ste se pravzaprav zaradi svojega lastnega zdravja začeli ukvarjati z zdravo prehrano. Tako je. In ko ste prišli do določenih teh ugotovitev in do določenih, recimo, učinkov, ki so se pokazali v praksi, ste začeli tudi to znanje širiti naprej. Zdaj me pa nekaj zanima, ali se tudi postite? Tudi postim se. Zakaj? Zato, da imate izkušnjo, da lahko druge poučujete naprej, ali je razlog kakšen drug? Prvo postenje, bom kar priznala, je bilo samo zaradi izkušnje. Ker me je pač zanimalo, kako to gre. Poznala sem v teoriji, nisem pa poznala v praksi. To je zdaj menda že kakšnih 6-7 let od tega. Tako da od takrat se pa bolj ali manj redno postim. Sicer vmes je bila še nosečnost, takrat seveda se nisem postila, pa obdobje dojenja, ampak drugače se pa kar redno postim. Kako se pustite? Koliko časa naj bi trajal ta post, ki naj bi bil recimo že za zdravje? Glejte, težko rečeva, koliko časa naj bi trajal, čisto odvisno od človeka do človeka. Pri vsakem človeku, ki se posti, je tako, da niti ena postna izkušnja ni enaka drugi, konec koncev. Tako da včasih sem jaz že nekako prišla tako daleč, da si sploh ne postavljam več dni, koliko časa se bom postila, ampak pač sledim svojemu počutju, konec koncev razpoloženju in svojim potrebam. Zdaj, če to vseeno spraviva v neke številke, če človek nima nobenih izkušenj, je že 3 dni čisto dovolj, recimo za začetek, tako da ugotovimo, kaj to sploh je, kako gre, da mogoče odpade kakšen tabu celo. Kri pa strah, ne nazadnje. Zagotovo. Drugače pa recimo tako pravimo v teoriji, da nekako post za razstrupljanje naj bi tam nekje do 10 dni trajal, nek terapevtski post pa recimo od 7 pa tudi do 40 dni. Odvisno od človeka do človeka, recimo povprečje tukaj v tem našem prostoru so posti tam nekje od 14 pa do 21 dni. Ja, omenili ste razstrupljanje. Pravzaprav človek se dejansko vpraša, zakaj pa naj bi se postili. Čeprav postenje je že neka stara navada, no, vse zadnje poznajo katoliška religija, pa verjetno še marsikatera druga. Hipokrat je priporočal postenje, stari Grki so se postili, recimo Sokrat je poznan, potem Platon je poznan, misleci Daljnega vzhoda so se postili. Post je v bistvu, pravijo, najstarejša metoda zdravljenja. Post je nekaj najbolj naravnega, konec koncev. Če pogledamo samo naše prijatelje živali, žival, ko zboli, neha najprej jesti, drži. In se v bistvu nagonsko posti. Ko se pozdravi, ko se počuti bolje, začne se vrne apetit in začne jesti. Se pravi, zelo naravna metoda je postenje. Je pa nekako še vedno zadaj nek tabu. Nekateri ljudje se tega kar malce še bojijo. No, jaz bi rekla, da sodim v to kategorijo. Res? Čeprav poskusila sem 3 dni recimo nekega postenja, niti ni bilo tako zelo hudo, ampak po 3 dneh mi je bilo čez glavo dovolj. Namreč hrana vse okrog vleče, vabi, ti pa ne ješ. In potem občutek lakote, čez dan je še šlo, ampak zvečer, kako me pa zaspim, lačna. Jaz se spomnim svoje prve postne izkušnje, sigurno je bila najhujša. Pričakovala sem, da bom lačna. Ves čas sem čakala, kdaj bo zdaj ta lakota prišla, vendar bom lačna, če ne jem. Tako zelo sem o tem razmišljala, da je lakota seveda prišla in je bila velika, in ko nečem razmišljaš, se še povečuje. Običajno je tako, da prve 3 dni res občutimo lakoto. Moram pa zase povedati, da zdaj, ko imam nove postne izkušnje, niti prve 3 dni
se ne počutim slabo. Ta lakota je predvsem v glavi. No. Ko začnemo o tem razmišljati in se s tem ukvarjamo, gre samo še nadol, no, samo še čakamo, kdaj bo konec in gledamo, kje je hrana. Takrat je treba iti ven, se gibati, morda si narediti kopel in tako naprej. Skratka, poskrbeti na drug način zase. Ja. To se pravi, lakota in strah pred lakoto je mogoče bolj eno in isto? Ja, verjetno. Se prav, tako ljudje, živa bitja preživimo, ne? Da imamo ta instinkt, da moramo jesti. Pa vendar, no, post je neka taka lepa izkušnja, da se ji kar velja kdaj prepustiti. Tako da zelo vabim, da mogoče poskusite še ob kakšni drugi priložnosti. No, seveda pa postenje ni kar tako. Treba je pravilno se uvesti v postenje in treba je predvsem verjetno še bolj pravilno ven iz tega posta. Sigurno. Zlasti, če dalj časa traja. Sigurno. No, pa me zanima pravzaprav, kaj je smisel postenja? Smisel postenja, kar nekaj je teh dobrobiti postenja. Zagotovo je postenje en tak čudovit način pomlajevanja, osvežitve telesa. Rečemo, da je post najbolj učinkovit način hujšanja. Post je ravno tako najbolj učinkovit in najmočnejši način razstrupljanja. Po postu se nam poraba hranil izredno izboljša. Tudi če jemo s hranili bogato hrano, ni rečeno, da tista hranila naše telo učinkovito porabi in po postu se ta učinkovitost poveča. Fizično se počutimo bolje, močnejši smo, tudi psihično se počutimo bolje, več imamo energije, umsko smo osveženi, lažje delamo, bolj smo kreativni. Skratka, nič koliko je dobrobiti posta. Konec koncev tudi to velja poudariti, da se s postom pospešuje regeneracija celic, izredno pomembno. Veliko dobrobiti posta je. Še marsikaj, kar nismo našteli. No, ampak po drugi strani spet pa, če ugotavljamo, kako telo potrebuje določena hranila pri postenju, kako pa do teh hranil? Namreč, če se postiš samo z vodo, seveda voda vemo, voda mora biti, ampak kaj pa vse ostalo? V zdajšnjem obdobju nekako post na vodi izgublja svoj pomen. Če govoriva tudi midve, ko govoriva o postenju, imam jaz v mislih postenje na sadnih oziroma in zelenavnih sokovih. Se pravi, to pomeni samo ne ješ konkretne, kompaktne hrane. Tako. Našo hrano, se pravi sadje oziroma zelenavo, sočimo. Popijemo sok. In v bistvu na nek način se najemo. Te sokovi so izredno bogati s hranili, z vitamini, z minerali, encimi in ostalimi fitohranili. Zelo pomembno, ker sodobnemu človeku že tako pogosto manjka hranil. Se pravi, celo rečemo, da smo ničkolikokrat s hranili podhranjeni, zato se zdaj priporoča post na sokovih. No, in če začneva, kako pa naj bi se začel post? Nekdo se odloči, najprej mora seveda v svoji glavi napraviti red. Zagotovo. Nekako samega sebe prepričati, da ne boš lačen, ne da že tisti hip, ko daš prvi krožnik, ko ga odmakneš, pa že razmišljaš, kako te bo lakota popadla, to verjetno potem res nima smisla. Kako je treba začeti? V post pravzaprav moramo iti z dobrimi nameni. Sej verjetno bo tudi lakota prišla, ampak nič hudega. Gremo naprej. Pride naslednjič, gremo naprej. Vse je v redu. Post je varna izkušnja. Moramo se prepričati, da je to varno. Se pravi, post za nas ne sme biti pod prisilo. Moramo vedeti, zakaj se postimo, zakaj se za to odločamo. In če zdaj govoriva recimo o postu kot načinu razstrupljanja oziroma hujšanja, naj bo post ena priložnost za nov začetek, jaz rečem. Se pravi, gremo na postenje in potem začnemo z novimi prehranjevalnimi navadami. Se pravi, nov začetek. Ne postenje in potem vrnitev na tisto staro hrano, ki jo celo postenje pogrešamo. Torej, kako začnemo, ste me vprašali. V post ne moramo skočiti na glavo.
prav je, da se nanj pripravimo. Se pravi, ne samo v glavi, temveč tudi fizično. Kakšen teden prej recimo umaknemo čim več predelane hrane, živalske beljakovine, da nekaj dni jemo recimo samo vegetarijansko hrano. Od približno 2 do 3 dneve pred postom pa priporočamo celo samo surovo hrano. Da se telo nekako pripravi, da gre v to fazo razstrupljanja. Da ni šok, ne? Tako, ker če prenehaš jesti, zdajle se nabašaš, naslednji obrok, pa ne več, verjetno tudi za telo to. Ta sistem izpraznimo hladilnik in jutri začnemo, res ni najboljši. Tako da tukaj je potrebno nekaj samodiscipline, nekaj modrosti, da se pravi, da na pravilni način začnemo postopoma in potem prvi dan, ko začnemo s postom, se je potrebno temeljito sklistirati, se pravi, to je tisto, kar pred postenjem naredimo in potem, če govoriva zdaj, če omenjava klistir, vsak dan redno klistirati celo obdobje posta. No, zakaj pa klistirati? Na način, kako se to lahko doma v domači kopalnici, je to problem izpeljati ali ni tako hudo? Dokler o tem samo razmišljamo in poskusimo, je problem. Zagotovo je klistiranje velikokrat neka tabu tema, zaradi katere se tudi ljudje odvračajo od posta in si ne želijo poskusiti, ker to jih pa vendarle spodbujamo na vseh teh naših postenjih, je pogoj, da se ljudje klistirajo. Zakaj? Ko se postimo, seveda prebavo izključimo. Kljub temu, da ko se postimo, prebavo izključimo, ker ne jemo, vendarle pa pijemo. Kljub temu, da pijemo, naša prebavila takoj asimilirajo hranila, se pravi, prebava se upočasni, včasih celo ustavi. Problem je v tem, da ko se mi postimo, se pospešeno začnejo izločati toksini. Eden izmed razstrupljevalnih organov je tudi naše črevo. Se pravi, toksini se sproščajo v črevo, prebava pa stoji. In to je problem, da v bistvu te toksine ne moramo spraviti ven iz telesa. Slabo bi bilo, če bi se v bistvu absorbirali nazaj v krvni obtok. Potem nismo spet naredili. In nismo ničesar storili, oziroma lahko celo naredimo si še večji problem, ker lahko obremenimo ledvice. To je pa naš drugi razstrupljevalni organ. Se pravi, o tem je vaš čar tega klistiranja, da mi pospešimo razstrupljanje. Se pravi, da te toksine, ki pridejo v črevo, speremo ven. In pravite, da to, če se tega lotiš, ni tak problem speljati v domači kopalnici? Sigurno ne. Ne bo zaradi tega cela družina ušla? Ne. Potrebujemo pač pribor za klistiranje, dobimo ga v vsaki lekarni, si vzamemo zjutraj pa zvečer dobrih 10 minut časa in zadevo naredimo po navodilih, nobenega problema. Mogoče velikokrat pri svojih strankah zasledim, da imajo ženske negativen odnos do klistirja zaradi klistiranja pri porodu. To povezujejo, ampak takrat ženska ni imela težav zaradi klistiranja, temveč zaradi popadkov, ampak slaba izkušnja in potem si pač tega ne želijo več ponavljati. Zelo preprosto. Ja, in recimo po postu pravite, da nismo ne oslabljeni, niti izčrpani. Če govoriva o postu na sokovih. Danes tekom najinega pogovora imava ves čas v mislih post na sokovih. Po tem postu imamo v bistvu več energije. Fizično in psihično smo bolj močni, bolj smo kreativni, celo manj spanja, ničkolikrat se je pokazalo, da rabimo. Se pravi, ne rabimo nekega časa za okrevanje. To je bilo velikokrat izkušnja tistih, ki so se postili samo na vodi, da so bili oslabljeni, da sicer ni bila vedno ta izkušnja, ampak tudi to se je zgodilo, da so bili oslabljeni, so morali se regenerirati nazaj. V tem primeru temu ni tako. No in kako pa recimo vemo, da se nam telo razstruplja? Zdaj, če govorijo o postenju oziroma seveda, vse pri postenju. Tudi pri drugih načinih razstrupljanja, to sem želela še omeniti,
so določeni znaki, da se naš organizem razstruplja, recimo obložen jezik, potem zadah, ne, se pravi, tudi obloženi zobje. Umivamo si zobe pa imamo še vedno neko občutek, da niso gladki. Ne? Tako, nek občutek, da nekaj ni v redu. Potem izločanje sluzi, znojenje, neprijeten von, luščenje kože. Vse to so taki znaki, katere moramo v bistvu z veseljem sprejeti. To pomeni, da se v našem telesu nekaj dobrega dogaja, toksini grejo ven, razstrupljamo se, kar je seveda krasno. A ne? Kaj pa recimo, če sredi tega postenja padeš v krizo, ga pač prekineš? To smo zelo poenostavili zdaj, če rečemo, da ga prekineš. V času postenja lahko pride do določenih kriz. Bodi si psihičnih, bodi si fizičnih. Če govorimo o fizičnih krizah, lahko pride do kakšne vrtoglavice, glavobola, morda nenadne slabosti, prebavnih težav. In še kaj bi lahko naštel, nas zelo zebe ali pa ne počutimo se dobro v telesu. Ne? To ni nič takega pravzaprav. Ne? Čez to lahko gremo. To pomeni, da se da mine. Da se da mini in da se naš organizem razstruplja. Lahko pride tudi do tega, da se v glavi slabo počutimo, smo slabovoljni, smo lahko agresivni, smo žalostni, ne razstruplja se samo naše telo. Post je širša izkušnja, ne razstrupljajo se tudi naša čustva. In običajno, vi ste že na začetku omenili, zvečer je velikokrat lahko težava, ne? Vse sorte pride ven in začnemo predelovati, čistiti. Ne? Iti čez to. Velikokrat pomaga, pri postu se priporoča gibanje, ne? Se pravi, da se ne zaležimo, da se ne zasedimo na kavču svojega posta. Tako je, ja. Post je čudovita izkušnja regeneracije, se pravi, je treba to podpirati z vseh področja, ne? Ni samo to, kaj popijemo. Iti ven, se gibati na svežem zraku, telovaditi, delati določene tehnike za sproščanje, tisto, kar nam pač ustreza. Se pravi, tako iti tudi čez te krize. Pa gre. Drugo je pa, če pride do določenih situacij, ko je pa res treba post prekiniti. To pa, če pride recimo do težav z dihanjem, do nenadnega padca krvnega tlaka, do nerednega in hitrega srčnega utripa, takrat se pa post prekine. Tako. Kaj pa recimo postenje pod kontrolo? To je, imate vi kakšne take delavnice, da se reče, ne vem, za teden dni, za 10 dni, pa se pustimo prvič skupaj, v družbi je lažje. Drugič nihče ne hodi okrog kuhne in polnega hladilnika, nima družine, ki veselo je ob tebi, ker se pač ne pustijo. Glejte, prva izkušnja je vedno najtežja, zagotovo. Ko damo to čez, ko se naučimo določenih stvari, kateri moramo pač slediti in jih moramo izvajati tekom posta, in ko ugotovimo, da je to lepa izkušnja, lahko potem bodi si nadaljujemo sami oziroma ob naslednji priložnosti se pustimo sami. Tako da ja, imamo skupinice za postenje, kjer pač izvajamo, se družimo, se učimo in izvajamo postenje. Jaz vedno postenje združim tudi s predavanji, da ljudi naučim, kaj potem, ne, se pravi, o spremembi življenjskega sloga, kaj je pametno potem začeti, ne, da pač poskrbimo za svoje zdravje, za svoje počutje, konec koncev za svojo vitkost na dolgi rok. Ne. No in če zdaj greva proti koncu postenja, recimo, da se je nekdo odločil, prebolel vse krize, od celo slabega zadaha pa obloženega jezika in takih in podobnih težav, recimo, da je post pripeljal do konca. Mogoče, ne vem, 10 dni, 14 dni, kolikor je pač že bila ta odločitev. Kako pa potem nazaj ven iz posta? Bog ne daj, da bi se šli potem pa najest, ne vem, nekih dobrih tort ali kaj podobnega. Ja, to bi se lahko zelo slabo končalo. Lejte, pri postu pravimo, da je obdobje pred postom celo ravno tako, oziroma še bolj pomembno kot to postno obdobje. Ker če ga polomimo tam, potem učinki posta
ni več to, kar je bil naš namen. Se pravi, takole pravimo, toliko dni, kot smo se postili, toliko dni se privajamo nazaj na trdo hrano. Ampak gre zelo, zelo počasi. Najprej na začetku, recimo, te sokove, katere itak pijemo, jim dodajamo kakšno sadje, se pravi, da ne popijemo samo sok, ampak potem pojemo še pol jabolka, pa mogoče čez par ur še drugo polovico. Skratka, zelo, zelo počasi. In najkasneje uvedemo beljakovinsko hrano. Beljakovinska hrana se najtežje prebavlja, se pravi, to je tisto, kar nazadnje pride na vrsto. Je pa tako, da je prav tako, kot smo že omenili, postni bo začetek neke spremembe. Se pravi, ne se privajati nazaj na tiste stare prehranjevalne navade, pojdimo korak naprej. S postno smo veliko storili zase, ne bo to nov začetek. Še nekaj me zanima, recimo dejansko to zdravilno postenje. To je, eno je zdravo postenje, drugo je zdravilno postenje. Namreč poznam ljudi, ki so imeli celo raka in so rekli, da so si ga s postom pozdravili. Ali je to možno, ali dejansko se v organizmu dogajajo take spremembe, da pravzaprav neke celice, ki niso dobrodošle ali ki škodujejo organizmu, dejansko propadajo? Ali je to zaradi tega, ker ne dobijo svoje hrane, ali je to zaradi naše psihične odločitve, zaradi naše močne volje? Kaj se pravzaprav tu dogaja? Zdaj, ko ste že omenili to psihično odločitev, pravijo, duh je nad materijo, se pravi, zagotovo mora biti odločitev tudi v glavi, to je moje prepričanje. No, pa če se vrnemo nazaj na post, po 3 dneh, približno 3 dneh postenja telo začne s tako imenovano avtolizo. Avtoliza pomeni, da telo nekako samo prebavlja svoje slabe celice. Bodi si govoriva tukaj o maščobah, bodi si govoriva o cistah, tumorih, rakastih celicah in tako naprej. Se pravi, ja, tudi take izkušnje so, da so si ljudje na tak način povrnili dobro počutje. No, to se pravi, da je pravzaprav razlogov za post kar veliko. Res je. Če zbereš pogum, stisneš malo zobe, verjetno prve 3 dni, tako kot pravite. Zato je pa postenje... Ampak treba se je pa naučiti dejansko tudi pripravljati te sokove. Sigurno, sigurno. Zato je postenje prvič zagotovo lažje v skupini, ker človek se mora vendarle naučiti, kako to izvajati. Postenje je odgovorna zadeva. Ni to tako lahko, kot si morda bo kdo predstavljal. Je kar treba vedeti, kako delati in konec koncev tudi, če ima določene svoje lastne omejitve, kako postopati v tem primeru. To se pravi, če bi kdo želel se zdravo postiti, lahko pride k vam na kakšno vašo delavnico. Zelo dobrodošli. Mogoče, če še preberem spletno stran www.karlaklander.com poševnica SL kot Slovenija. Karla, kaj bi vi svetovali recimo ljudem zdajle na pomlad, tistim, ki bi, tako kratek nasvet, še za kakšno minutko dobro, ki bi radi shujšali, kaj naj pravzaprav storijo? Ja, preprosto. Jejo manj, pojejo čim več svežega sadja, zelenjave, se odpovejo predelani hrani, zagotovo zelo pomembno. Jejo polnovredna živila, polnovredna pomeni, da jim ni bilo nič odvzeto, da jejo čim več bazičnih živil. O tem smo že govorili na najinem prejšnjem srečanju, da dajo poudarek tudi ekološko pridelani hrani, da dajo konec koncev poudarek pravilni kombinaciji živil. In ne nazadnje, da se odločijo za uspeh. Ja. To je verjetno prva stvar, ne? Zagotovo. In predvsem potrpljenje. Potrpljenje, tako dobro delajmo sami s sabo. Dajmo si odpustke za nazaj, za tisto, kar smo ga lomili morda leta, mesece dolgo, pa začnimo na novo. Sva rekli, dobro življenje ni stvar naključij, ampak odločitev. Karla, hvala lepa. Hvala. Čim več uspeha vam in tudi tistim, ki bodo pri vas poiskali pomoč, zato da bodo lažje, bolje in predvsem bolj zdravo živeli. Hvala. Nasvidenje. Nasvidenje.